Poveljnik drugega slovenskega kontingenta v Afganistanu, na operaciji Odločen odgovor, dober dan. Salam alaikum, čuturasti, hubasti. Torej, za vse tiste, ki ne razumemo, kaj to pomeni? To pomeni lep dan. Že kar nekaj časa ste v Afganistanu. Kaj naj bi vsi tisti, ki tam še nismo bili, morali vedeti o Afganistanu, preden se tja odpravimo? Preden prideš v Afganistan, je potrebno predvsem dobro proučiti navade in pa običaje Afganistancev. Če jih upoštevaš, si hitro in pa lepo sprejet, kar je tudi osnova za naše uspešno delo. Prijateljski odnos z mentoriravcem odpira marsikatera vrata in pa tudi usta, kar pomeni prepotrebne informacije, ki jih potrebujemo sami tukaj za naše delo. Potrebna je potrpežljivost, uvod v pogovor se navadno začne z čajem in splošnimi temami. Veliko je zgodb, ki imajo neko sporočilo in pričakujejo od tebe nek odgovor, nek komentar, kar pomeni, da moraš biti skoncentriran, tudi ta del dobro poslušati. Pogovor o ženskem delu družine je nezaželjen, čeprav se pa o sami družini zelo radi pogovarjajo. Pripraviti se potrebno tudi na to, da si na omejenem prostoru, kjer se ne moreš gibati po lastnih željah, lahko si izpostavljen tudi nevarnostim. To bi bilo nekako to. Omenil si že naloge v povezavi z mentoriranjem, torej s čim pa se še z ostalimi stvarmi ukvarja ostali del kontingenta? To je poveljstvo za usposabljanje, svetovanje in pomoč Zahod. V njem se pravi deluje samo poveljstvo in pa MAT. MAT je Military Advising Team, to smo vojaški svetovalci. Osnovna naloga tak vesta je usposabljanje, svetovanje in pomoč 207. korpusu afganistanske vojske. Kot zanimivost naj povem, da 207. korpus šteje 14.000 pripadnikov in sektor odgovornosti, območje odgovornosti tega korpusa je pa trikrat večje od Slovenije. Naloga se izvaja skozi MAT, militaris, kot sem omenil, vojaški svetovalci, v katerem so dva pripadnika. Ostali pa so v samem poveljstvu, tam sta dva pripadnika v operativnem centru, združenem operativnem centru, potem je eden v J3 v operacije, potem je eden v protokolu in ostane še eden počasnik, ki dela v NPE-ju. Torej različna delovna mesta in najverjetneje tudi veliko zgodb. A je mogoče kaj takega, kar vam je posebej ostalo v spominu? Ja, kar se tiče spominov, ali pa če bom rekel kar samo sebi, kaj bo meni ostalo v spominu. Predvsem bom ohranil svojega mentoriranca, polkovnika afganistanske vojske, veterana, bojevnika, učenega možakarja, ki zna izkoristiti našo pomoč. Na drugi strani pa tudi z veseljem deli svoje izkušnje. Te izkušnje izvirajo iz prakse, iz vojne, iz bojev. Zelo dobro se razumeva. Z kolegom Jernejem, svetovalcem, imava vsak svojega prevajalca, s katerimi se tudi odlično razumemo in ki sta tudi postala najna, tako bi rekel, svetovalca, kulturna svetovalca ali pa svetovalca za odnose z Afganistanci in sta nam veliko pomoč. Prvi dobri mož je mimo, nekaj jih še prihaja, najverjetneje Božič za vas ne bo tak, kot je za nas, torej v krogu družine. Kako se pripravljate na praznike? Da bi se dobili vsi skupaj, smo namreč na različnih nalogah, delamo 24/7 in neuspeh je bil, da bi se dobili in želimo si, da bi se dobili vsi skupaj ali na božično ali pa novoletno večerjo,
da se poveselimo oziroma podružimo in to bi bilo to. Ja, zelo lepo bi bilo tudi za nas vas videti na kupu, čisto za konec, a ne? Torej, na nek malo toplejši pozdrav iz Afganistana. Ja, seveda, evo, kolegi so tukaj okoli mene, prosim, če se bi kar premaknili od zadaj. Evo, uspelo se nam je zbrati vseh 7, tukaj za mano. Ja, fantje, želim vam varno opravljene nalog, doma vas pogrešamo in upamo, da boste čim prej z nami, pa da vam tudi tile prazniki minejo v malo bolj praznični luči. Srečno! Hvala, srečno!